Spoštovani, lepo pozdravljeni. Vse lepo pozdravljam na predstavitvi knjige uglednega britanskega novinarja Petera Battija, Titova velika prevara, kako je Tito zavajal Churchilla. Knjiga v angleškem izvirniku nosi naslov Hoodwinking Churchill, Tito's Great Confidence Trick. Knjiga je prvotno izšla v Veliki Britaniji leta 2011. Pri naši založbi pa smo se skupaj s Inštitutom Karantanija odločili, da jo izdamo v slovenščini, torej pri naši založbi Nova obzorja. Saj je zaradi svoje vsebine zanimiva za širšo slovensko javnost. V slovenščino je odlično prevedel Niki Neubauer, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Na tem mestu bi se javno zahvalil gospe Ljudmili Lekan-Rezman iz Združenih držav Amerike, zvesti bralki revije Demokracija, ki nas je prvo opozorila na knjigo Hoodwinking Churchill in nam jo poslala ter priporočila v branje. K temu, da izdamo knjigo v slovenščini, sta nas nagovorila še dr. Peter Starič, ga tu lepo v zadnji pozdravljam. In v Sloveniji in Britaniji živeči finančnik in publicist Kit Mills. Na tem mestu bi se lahko zahvalil tudi dr. Lovru Šturmu za pomoč pri izdaji knjige. Sprejemam besedo za slovensko izdajo Titova velika prevara je napisal že prej omenjeni gospod dr. Peter Starič. V slovenski izdaji knjige smo dodali precej več fotografij, kot jih ima izvirnik. Fotografije se nanašajo predvsem na obdobje Druge svetovne vojne, na ključne osebe, ki se omenjajo v tej knjigi, od Winstona Churchilla, Josipa Broza Tita, Draža Mihajloviča, do angleških obveščevalcev, ki so v času Druge svetovne vojne delovali v zavezniški misiji pri Titu. Knjiga obsega 380 strani, stane pa 25 evrov. Najprej predstavim avtorja knjige, ki se žal iz zdravstvenih razlogov današnje predstavitve knjige v slovenščini ne more udeležiti. Peter Batti je delal kot časopisni novinar, potem pa je prišel na BBC, kjer se je pridružil izvirni ekipi oddaje TV Tonight, in pozneje postal njen urednik. Po krajšem obdobju pri ITV je ustanovil svojo produkcijsko družbo, ter kot producent, režiser in scenarist ustvaril zelo veliko uspešnih del za film in televizijo. Med drugimi nagradami je prejel Grand Prix za dokumentarni film na Mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah in Srebrno golobico na filmskem festivalu za dokumentarni film v Leipzigu. Padec in spon rodbine Krupp, po katerem je nastala tudi knjiga. Dokumentarna serija v 5 delih o ameriški državljanski vojni, razdeljena v Uni zveza, je požela veliko odobravanja po svetu in tudi po njej je nastala knjiga. Tudi iz 5-delne serije Alžirska vojna je v Franciji nastala knjiga. Napisal je tudi scenarij za 6 epizod mednarodno priznane TV serije Svet v vojni. V času razpada Jugoslavije je za BBC ustvaril 2 filma o Titu, ki sta zgodila veliko polemik in sta privedla do te knjige. Batti je avtor ali soavtor še več drugih knjig. Glede na to, da avtor knjige Peter Batti danes žal ni prisoten, bom njegovem imenu na kratko predstavil njegove glavne ugotovitve, ki jih je na podlagi številnih dokumentov in pričevanj natančno nanizal v knjigi. Kot on pravi, je Titov pogreb maja 1980 pomenil vrhunec Titove slave. Udeležilo ga se je na stotine svetovnih voditeljev, več kot jih je bilo na žalnih slovesnostih ob smrti Winstona Churchilla ali Johna Fitzgeralda Kennedyja. Milijoni drugih so ga spremljali v neposrednem prenosu po televiziji. Časopisi so tisti dan navajali kralje, princese, predsednike in druge visoke goste iz 122 držav. Toda kot pravi avtor, je bil to človek, ki je med drugo svetovno vojno preslepil britanskega predsednika, zagrizanega protikomunista, da je namenil svojo polno podporo partizanom in ukinil vso pomoč protikomunističnim silam, ki so se upirali Nemcem v Jugoslaviji. Spletka je bila po njegovem tako uspešna, da je bil presenečen celo Stalin.
ki je budno spremljal dogajanje na svojem balkanskem dvorišču. Avtor, na podlagi novih informacij, ki so šele pred kratkim prišle na svetlo in od katerih je nekatero tudi sam razkriva, da je Churchill to odločitev sprejel na podlagi podatkov, ki sta mu jih posredovala dva zaupna svetovalca, Fitzroy Maclean in William Deakin, ki pa jih nista preverila, ampak sta samo prenesla naprej, kar jim je povedal Tito. Zavajanje je bilo še večje, ker je komunistični vohun v glavnem štabu uprave za posebne operacije v Kairu James Klugman zadržal ali priredil informacije, ki so jih pošiljali časniki za zvezo proti komunističnim vodji Dražu Mihajloviću. Če ne bi bilo te Churchillove odločitve, trdi avtor, Tito ne bi premagal svojih političnih nasprotnikov in izšel iz vojne kot nesporni vladar. Jugoslovanom pa ne bi bilo treba trpeti več kot 40 let krute komunistične vladavine. Avtor razbija mit o Titu kot junaškem partizanskem vodji, ki ga je Churchill potegnil svoj mednarodne pozornosti in naj bi se bil v nasprotju s preostalo okupirano Evropo ves čas vojne boril proti Nemcem, ter skoraj brez pomoči drugih osvobodil svojo državo. Prav tako ni bil edini, ki se uprl Stalinu, kot ga tudi prikazujejo. Dejstva so, kot razkriva avtor, drugačna. Če ga citiram, Tito orožje in streliva, ki so mu ga pošiljali Britanci in Američani, ni uporabljal za ubijanje Nemcev, kot je obljubil Churchillu, ampak večinoma za odstranjevanje svojih političnih tekmecev. Svoje politične nasprotnike je obtožil sodelovanje z Italijani, medtem ko je sam predlagal Nemcem skupno akcijo, da bi se uprli zavezniškemu izkrcanju na Balkanu. Partizani so samo občasno nadlegovali Nemce in so zelo malo ovirali Hitlerja pri izkoriščanju obilnih krajevnih virov nafte in rudnin, tako življenjsko pomembnih za nemški vojaški stroj. Titovi partizani so na Churchillovo veliko nejevoljo pustili, da so se Nemci večinoma nemoteno umikali iz Jugoslavije. Jugoslavijo je po njegovem v resnici osvobodila Rdeča armada, ne Titovi partizani. Ob koncu vojne je dal Tito hladnokrvno pobiti nešteto protikomunističnih Jugoslovanov, ki so mu jih, kot pravi, Britanci izročili v dobri veri. Samo nekaj tednov po njegovi poveličevanji, narekovajih razliki mnenj s Stalinom, junija 1948 se je Tito že zavzeto prizadeval za vnovično pridružitev sovjetskemu taboru. Da je tako dolgo trajalo, da je vsa zgodba prišla na dan, je po avtornem mnenju posledica usklajenega prikrivanja generacije, ki je imela lastne interese, da je ohranjala mite okoli Tita, ki jih je sama pomagala ustvariti. Pri tem je BBC po njegovem igral protislovno vlogo. No, sedaj bi pa dal najprej besedo zgodovinarki doktorici Andreji Valic-Zver, kakšni razmisleki se vam porajajo ob tej zanimivi knjigi, čem je pomen te knjige za slovensko javnost. Izvolite. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni in hvala lepa za povabilo ob izidu te tako pomembne knjige na Slovenskem. Seveda čestitke avtorju in pa vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri izdaji knjige v slovenskem jeziku. Naj na začetku rečem, da sem to knjigo srečala pravzaprav že zelo kmalu po njenem nastanku, ko mi je, lahko rečem, prijatelj Kit Miles, ki je danes že omenjen, pisal o tej knjigi in potem smo jo zelo hitro naročili, tako da v študijskem centru imamo to knjigo že nekaj let. In zato sem še toliko bolj vesela, da je zdaj izšla v slovenščini, da jo bo res lahko slovenska publika ne samo vzela v roke in prebrala, ampak tudi, bom rekla, nekako preurednotila svoje poglede na tega človeka, o katerem v knjigi teče govor. Namreč, jaz sem ta svoj razmislek naslovila, kako je Tito prevaral Churchilla, o velikih mojstrih prevarantstva. In sicer, dovolite mi na začetku res en razmislek, kaj bo ta knjiga pomenila pravzaprav za slovenski prostor. Ker gre za nujno potrebno osvetlitev pomembnega poglavja iz časa druge svetovne vojne
In pravzaprav literaturo, ki se ji bo ob vsakršnem ocenjevanju Brozove vloge in njegovega mojstrstva v prevarantstvu pravzaprav težko izogniti in seveda s tem izogibanjem tvegati enostranske ocene dogajanja v preteklosti. Ampak žal tovrstno sramotno prikrojevanje, izkrivljanje, neupoštevanje znanstvenih izsledkov, tako imenovanih ne naših, bodisi zgodovinarjev, publicistov, skratka ne naših, v slovenskem prostoru doživljamo praktično vsakodnevno. In zato se mi na tem mestu in ob tej knjigi zdi nujno ponoviti misel, da nekateri slovenski zgodovinarji in publicisti kot veliki mojstri sprevračanj s pomočjo svojih botrov trdno stojijo na okopih starih, že preživetih spoznanj. In v skladu s tem starim refleksom, kaj je dobro, kaj je slabo, razsojajo. In še posebej se to dogaja s teorijo o tako imenovanem NOB, ki se ponovno vzpostavlja kot vzvišena in nedotakljiva, zamrznjena zgodovina. Torej nobenega pomisleka, nobene kritike, kaj šele tako imenovane revizije. Zdi se ravno obratno, namreč priče smo ponovni glorifikaciji zgodovinskih osebnosti, pojavov, procesov, ki so v skladu s temi novo odkritimi spoznanji, takšnimi kot je tole pred nami, še kako potrebni znanstvene, torej poglobljene, kritične in vsestranske obravnave. Zdaj vemo, da ta drža, ta dogmatska drža prinaša različne nagrade. Ampak v bistvu pomeni nadaljevanje tako imenovane angažirane znanosti, tukaj uporabljam zelo prizanesljiv izraz, ki je bila značilna za pogoje delovanja v totalitarnih režimih, ko se je pač interpretacija preteklosti podrejala potrebam dnevne politike. No in naj se ob tem uvodu vrnem zdaj k knjigi, ki jo danes predstavljamo. In zdaj bom šla pa pač na področje zgodovinopisja in navedla nekaj izhodišč za razmislek. In sicer prvič, dejstvo je, da je Winston Churchill pripravljal napad na komunistični svet. Ampak Jugoslavija mu ni bila glavni cilj. Verjetno je želel vojno s Sovjetsko zvezo in to bi verjetno vodilo v tretjo svetovno vojno. Znano je, da je bila konec leta 1945 v Belgiji pripravljena armada, nekaj zavezniških armad, ki so vključevale tudi popolnoma opremljene nemške enote, torej nedavne sovražnike. Prisotna je bila tudi ena poljska armada. In tudi francoski general de Gaulle je dal pristanek za sodelovanje pri tem načrtu. Potem pa do vojne ni prišlo. Zakaj ne? Ker je novi ameriški predsednik Truman spoštoval stališče prejšnjega pokojnega predsednika Roosevelta, ki se mu je zdel takšen Churchillov načrt avantura. Namreč Churchill je že konec leta 1944 Roosevelta nagovarjal, da se napade Sovjetska zveza in razbije komunizem. Hkrati pa seveda ne smemo pozabiti, da je Churchill poleti 1945 izgubil volitve, torej zmagal v vojni in izgubil volitve, v korist laboristov, kljub nespornim in nedvomnim zaslugam za zavezniško zmago v drugi svetovni vojni. Torej zdaj seveda neizogibno sledi retorično vprašanje, kakšna bi bila britanska politika do Jugoslavije in do Tita, če bi Churchill na volitvah zmagal. Ne smemo namreč pozabiti, da se je Velika Britanija po nemškem umiku vmešala v državljansko vojno v Grčiji na strani monarhističnih sil proti grškim komunistom. Potem drugi moj razmislek. V štabu Special Operations Executive, SOE, v Kairu je deloval obveščevalec James Klugman, ki ga srečamo tako v dokumentarcu, ki ga je posnel Peter Beatty, pa v tej knjigi.
britanski jud, član komunistične partije Velike Britanije, pisec prvih 2 zvezkov zgodovine komunistične partije Velike Britanije, sodelavec NKVD, torej sovjetske tajne politične policije, ter od leta 1942 vodja sekcije za Jugoslavijo znotraj Special Operations Executive. In ta Klugman je poskrbel, da so v britanski generalštab prihajali prirejeni podatki v korist partizanov. Torej šlo je za prirejanje poročila britanskih obveščevalnih oficirjev skupine Teheran, ki je delovala v Kairu v okviru komande Special Operations Executive. Vsi so bili agenti NKVD in so kasneje nekateri od njih prebegnili v Sovjetsko zvezo. To so bili Donald McLean, James Klugman, že omenjeni, Basil Davidson, Kim Philby, Guy Burgess, Anthony Blunt in še nekateri. Tretji razmislek. Churchill je pokazal svoj odklonilni odnos do Tita šele jeseni 1944. Potem, ko je septembra 1944 Tito odletel iz Visa v Moskvo k Stalinu, ne da bi o tem kakorkoli obvestil Britanci. Predtem so ga Britanci ščitili, poskrbeli za popoln obrat v svoji zunanji politiki od Mihajlovića k Titu. Churchill je hotel izrabiti priložnost, da pride v času, ko je bil Tito pod tako imenovano našo zaščito, kot se je izrazil, do pomiritve med Titom in kraljem Petrom. Tudi o tem piše v knjigi Peter Beattie. Namreč ne smemo pozabiti, da je prav na Visu sredi junija 1944 nastal znameniti sporazum s Šubašičem, kar je Titu odprlo pot na oblast v Jugoslaviji po vojni. In kot kažejo dokumenti v Public Record Office, to je britanski arhiv, iz 20. maja, file Winston Churchill, številka 3-513/8, je Churchill maja 1945 zahteval od zunanjega ministrstva, torej Foreign Office, britanski Foreign Office, detaljne podatke o tem, kdo pravzaprav je Tito, kakšna je njegova izobrazba, kaj je počel v preteklosti, kdaj se je začel njegov resnični odpor proti okupatorjem. Četrti razmislek. Zelo povedna je izjava, ki jo je Churchill dal 10. decembra 1945 v Bruslju. Ta njegov komentar sicer ni bil velikokrat objavljen, kolikor vem, so ga povzeli nekaj dni kasneje belgijski časopisi, je pa zelo poveden. In sicer je Churchill dvakrat, tako v Bruslu kot že prej v Parizu, izjavil, citiram: "Moja največja napaka v drugi svetovni vojni je bila pomoč Titu in opustitev podpore Mihajlovićevim rojalistom. Titu sem verjel, zato tudi nosim krivdo, da je celotna Jugoslavija ostala v komunističnih rokah." Konec citata. Glede na časopisne zapise se izjava sicer nekoliko razlikuje, a bistvo ostaja isto. In jaz imam tukaj fotokopijo enega dokumenta iz britanskega arhiva. To je ena diplomatska nota, ki govori točno o tej zadevi. Torej, dva diplomata, eden poroča drugemu o tej Churchillovi pripombi na eni večerji, ko je dejal, da je bil Tito njegova največja napaka med drugo svetovno vojno. To je dokument iz britanskega arhiva, ki je bil najden pred nekaj leti. Tukaj je potrebno poudariti, da tudi na strani zaveznikov proti Hitlerju ni bilo vselej soglasja o tako imenovani pro-partizanski politiki. Tako se zunanji minister Anthony Eden nikoli ni navduševal za Tita. Američani pa sploh ne. In tako je Eden recimo pisal Churchillu, citiram:
The United States government has never been enthusiastic about our pro-partisan politics, and it has always been with great difficulty that we have dragged them along reluctantly behind us. Se pravi, če tako na približno povzamem, ne, da se vlada Združenih držav nikoli ni navduševala nad našo propartizansko politiko in da smo vedno imeli hude težave, da smo jih vlekli za sabo. No in ob koncu naj opozorim seveda tudi na ta razhajanja, kot že rečeno, med politiko Velike Britanije in Združenih držav Amerike. In ko je Churchill leta 1944 povlekel svoje opazovalce iz štaba Draže Mihajlovića, so ameriški odposlanci, to je bila misija, ki jo je vodil polkovnik Robert McDowell, tam vztrajala do novembra 1944. No in naj v koncu res spomnim še na knjigo Uroša Šušteriča z naslovom Ravna gora moja usoda, ki je izšla leta 2010, torej eno leto pred tole knjigo. In v njej gospod Šušterič piše o odnosu četnikov do zahodnih zaveznikov in že tudi o teh, bom rekla, NKVD-jevskih agentih, dvojnih agentih, ki so delovali v Kairu, v resnici v korist Stalina in Sovjetske zveze. In še zaključna misel, tukaj bom pa povzela kolega dr. Igorja Grdino, ki pravi takole: zgodovinarska zgodovina je že na pohodu. Dokler se ne uveljavi kot nekaj najnaravnejšega v slovenski kulturi, pa velja ponoviti misel zgodovinarja, angleškega zgodovinarja Alana Taylorja. In ta pravi takole: ničesar v življenju ni bolj sprejemljivega kot pomiritev z establishmentom in ničesar bolj korumpirajočega. Konec citata. Ali z drugimi besedami, kdor se boji revizionizma, se trese zaradi svojih neupravičeno pridobljenih privilegijev, tako v zgodovini kot na drugih področjih. Torej še enkrat čestitke ob izidu knjige in hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Gospod Granda, kako bi vi ocenili to knjigo, če vemo, da je v zadnjih letih na Slovenskem išlo kar nekaj knjig, ki opisujejo Tita, od bolj rumenih, recimo knjiga Mira Simčiča, Tito brez maske, pa bolj resna, knjiga Pera Simiča, Titovsko novo stoletja in ena zadnja knjiga, ki so jo zelo promovirali, Jožeta Pirjevca, Tito in tovariš. Ja, torej, moram reči, da se mi zdi za slovenske razmere izjemno dragoceno, da smo dobili knjigo, ki je stara komaj 4 leta. Velikokrat dobimo knjige, ki so že nekaj desetletij zunaj, pa pravzaprav nimamo slovenskih del. To je prva zadeva. Druga zadeva, kar se mi zdi izjemno pomembno, je to, da je to knjigo sicer napisal novinar, ampak za mene je to izvrsten zgodovinar in ko berete to knjigo, vas pretrese pravzaprav ogromno citatov raznih spominskih zapisov, ki seveda daje izjemno vrednost. Tretja zadeva je to, da je ta knjiga seveda in zdaj odgovarjam to, kar si rekel, je pač izjemno pomembna, ker pri nas, zlasti v zadnjem času, se zgodovinska resnica čedalje bolj umika politiki. Torej, tle je knjiga, ki je zgodovinska knjiga. Lahko se z vsem ne strinjamo, lahko je tudi nekaj napak. Ne mislim, kakšnih hudih, mene so bolj zmotili nekateri pri imenih krajev, ampak to zdaj ni bistveno. Bistveno je tudi, da mi zdaj dobijo neko sodobno knjigo, ki je izjemno potrebna slovenski družbi. Zdaj pa seveda glavni problem, kako to knjigo spraviti med ljudi, kajti pri nas bodo na to knjigo reagirali seveda z molkom. Kot veste, so zdaj iz Pirjevca izdali celo v žepni izdaji, ampak to so stvari seveda, ki niso primerljive. To je ena zadeva. Druga zadeva,
na katero bi rad opozoril, je to, da je en naš kolega, mlajši, pred kakšnimi 10 leti že delal te stvari, ki so tle noter, in je nakazoval pravzaprav, kako je izročitev s Koroške tamkajšnjih Slovencev pa Hrvatov v veliki meri povezano z angleškimi komunisti, ki so bili gor na Koroškem. No, on je potem to delo hotel predložiti za disertacijo, vendar je dr. Nečak to zavrnil, češ da ima premalo argumentov za svojo tezo. Jaz ga zdaj sicer nagovarjam, da ne vendar za Božjo voljo to izda, to delo pa magar so napake, bom videl, če ga bom prepričal, ampak tle na podlagi te knjige pa prav lahko vidite povezave med Angleži, Koroško in vračanjem k nam. Ker je avtor, to je pretresljivo. Jaz sem včasih temu prijatelji, ko so že mislil, če je čist gladek. Ker mi je pripovedal, on je zelo drobnakarski podroben in je vse imena pripovedal. Jaz pač nisem v tem svetu živo, da bi tako lahko, ampak tle noter dobite potrdila za vse te stvari in bi bilo to zelo fino, da bi tisto knjigo mi še dobili. Potem seveda se tle postavlja vprašanje, koliko je ta knjiga za nas kot Slovence pomembna. Dobro, mi ne moramo brati samo o zemlji domači in tako naprej, rabimo seveda tudi širše obzorje, ampak zanimivo pa je, da v knjigi zasledite ne samo Sirca, kar ni tak problem, ampak noter dobite celo Dakija, ki pa vem, da ni preveden. In če je Dakija citiral, pomeni, da je mu nek Slovenc pomagal. Potem citira tudi Kardera, za katerega tudi dvomim, da je bil preveden. Potem se tle omenja okrog tega Dikina in tako naprej vso to kolobocijo, ki je zelo grda in ki je avtorju celo onemogočala filme dokumentarne posnet. Namreč ta knjiga seže do Titove, oziroma še po Titovi smrti. To je pretresljivo branje, veste, človek je razburjen, težko zaspi potem, ko to bere. No, ampak seveda bi bilo pa zdaj še bolj zanimivo to brati, ker s temi zgodovinarji, ki so delali za partizanščino in proti Churchillu pravzaprav, tle sicer nisem 100%, ampak vendar s temi ljudmi je imel Dušan Biber neprestane stike. Jaz se spomnim, ko sem bil še z Dušanom Biberom skupaj v službi, ko se je vrnil spet v Slovenijo, on je govoril o teh ljudeh, kot bi se midva s Metodom pogovarjala. Tako veste, da ti stiki so skozi bili, ves čas. In se spomnim, da je ena od teh vohun, ki je do nedavnega živela v Trnovem, imela tudi jugoslovansko penzijo, ki se tle pojavila. Torej, tle zadaj je še materijale, še skrivnosti. In ta knjiga je prav zaradi tega še toliko bolj razborljiva. Potem, gledajte, danes, ko je bil gospod Šušterič omenjen, se pri nas kaže ena velika pravzaprav prelomnica v gledanju na zgodovino. Namreč, približno 90% oficirskega kadra domobranstva je bila v bistvu četniška, je bila povezana z Mihajlovićem. Torej, napovedana je knjiga o tem, ampak če greste zdaj, v tej knjigi dobite, namreč ti ljudje so to delali v soglasju z Mihajlovićem. In v tej knjigi tudi preberete, ko je Mihajlović, ki ni mogel vseh teh ljudi zaposliti v Srbiji, jih je poslal k Nediću. Nedića, se veste, so razglasili pa nas za fašista, pa ne vem kaj vse skup, tudi Nedić pa Mihajlović se niste mogli, ampak dobite neko analogijo za slovenske razmere. Tako da ta knjiga bi morala pospešiti tudi določene študije slovenske zgodovine. Seveda, glede na obstoječe razmere v Ljubljani, nisem jih optimist. Glede na to, da imate danes pa vrsto mladih, ki so neobremenjeni, pa nisem pesimist. Mogoče bo dolg časovni zamik, ampak prepričan sem, da bo ta knjiga spodbudila nove raziskave pri Slovencih in odprla nekatera vprašanja, ki so se nam zdela tako bolj hipotetična, tle pa vendar dobivamo gradivo, da ne gre za hipoteze, ampak da gre zadaj tudi za veliko realnost. Torej, tle bo še marsikaj prišlo na dan in bomo zelo presenečeni. Rad bi pa samo nekaj pa le omenil.
da tle seveda Titova velika prevara, jaz mislim, da je bil Churchill prebister, da bi ga Tito prevaral, ampak Churchillu se pač neka igra ni išla. Namreč, če preberete na strani 163 v tej knjigi, tle noter piše Churchill, pardon, moram nekaj imam narobe, bom pred. Namreč, Churchill pravi, da se je pogovarjal z Macleanom in tako naprej, in Churchill prav, ga sprašuje prav, kaj nas je, kjer se ti kaj bo z Jugoslavijo, a boš imel hišo tam, ne boš imel. Torej, jaz mislim, da Churchillu je bila ta glavna skrb Grčija pa Italija. In da je pač on tle v Jugoslaviji igral neko igro, za katero ni bil čisto 100%, če se mu bo išla Tito, mu je bil očitno tle dokaj zvit, ampak mislim, da Churchill vseeno toliko neumen ni bil, da ne, igra se pač ni šla tako, ker če te rokirate včasih, se zablefirate. In tle se mu je po mojem tudi to zgodilo, nisem pa prepričan, da, ker za Churchill je bilo samo važno to, kdo pobija več Nemcev. Se spomnite, kaj je Churchill naredil, oziroma Angleže, kaj so naredili s Poljaki. Monte Cassino pa tako naprej. Tako da jaz še pravzaprav bi to odgovornost Angležev še povečal, to ni upravičilo, to je za mene še dodatno breme na račun Angležev. Ker vse so vedeli, kaj se dogaja, vse so bili zelo podrobno obveščeni, niso hoteli verjeti, ker jim to ni bilo všeč, ker vemo, da Churchill je res imel en vir je šel preko Kaira, ampak je imel tudi drug vir informacij, ki ga pa ni upošteval. Tako da je to, rekel, ena britka zgodovina. Hvala Bogu pa, da imamo in upajmo, da bo vendar spodbudila pri mladih nadaljevanje tega domače raziskave, ki so nujno potrebne, bo pa seveda tudi postavila pod vprašanje, kaj se dela pa rečemo temu z uradnim slovenskim zgodovinopisjem, ki gre veliko bolj navzdol in je slabše, poslušajte, je slabše, kot je bilo v 60-ih letih. To vam moram povedati. Torej, vrsto stvari, naprimer, ki nam jih je, pa ne mi zamir, ki nam jih je Mikoš Parpodon na predavanjih, zdaj več ne govorijo. Bom dal sam primer, ki sem ga že stokrat omenil, Bog obvar, če bi pri Mikošu rekel, velika dražgoška bitka, bi tako leto ven, da ne bi smel pol leta nazaj priti v kabinet na izpit. Danes pa se veste, danes je to pa velika zmaga in Bog obvar, če rečeš, da to ni res. No, tle pa imate zdaj vrsto primerov, in mi je tudi, lejte, tudi bi rekel, je zelo objektivno, ker če pogledate srbske razmere, hrvaške razmere, bosanske razmere, mene je zelo, moram reči, da najbolj sem bil navdušen, tle noter, ko opisuje Kosovo pa Albanijo, ko o tem najmanj vidim. Druge stvari so bile, pa tudi vendar opisuje, kakšni so bili problemi na Kosovo in kako so Albanci reagirali, tega v Sloveniji pravzaprav ne še vemo. Celo smo nek podatek iz zelo zanesljivega vira, da so pri nas ene Albance, ki so se umikali, pobijali v Savinjski dolini. Poznam človeka, ki je tipkal sezname pobitih, ampak žal tega ni še noben potrdil, če je to res. Torej, resnično je to en krasen dogodek, je izid te knjige za konec letošnjega leta in metod je samo upam, da boste čim več natisov imeli. Torej, hvala gospodu Stariču. Veste, vse sem mu prej rekel, namreč zelo fino je, veste, če tehniki posegajo, torej ne zgodovinari posegajo na zgodovinsko področje, ker zgodovinari smo malo ukalupljeni, je pa drugo, da tehniki imajo drug sistem mišljenja pa pameti, kot ga imamo zgodovinari in to je pač rešitev, tudi za zgodovino, ker treba je, ker je malo gnilo, stanje zdaj noter, kot je in namreč upam, da niste dali to v avtorizacijo Milana Kučana. Torej, iskrena hvala založbi, iskrena hvala pobudnikom. Moram pa reči, da, ker je že Andreja omenila, dr. Grdino, že lansko leto ali pa predlanskim je Igor rekel, prav to je prav po mojem vedenju najboljša knjiga o Titu, kar jih je na svetu šlo. Tako da je to res, veste, en velik praznik, da to knjigo imamo
In lejte, tle nas je, koliko nas je, ampak strup je zmeri v mehkih flaškah. Delajte reklamo za knjigo. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala, gospod Granda. Dr. Starič, izvolite beseda. Ja. Lahko bi nekaj povedal v zvezi s tem, kar se je sicer meni ta knjiga prišla v roke letos, nekje na pomlad, ko sem jo začel brati, nisem mogel nehati. No, in potem sem pa informiral gospoda Berleca, da je se animiral in je šla stvar naprej, ker še to sem lepo prav. No, in zdaj, ko je knjiga ven, sem prav zadovoljen, če svojo vlogo pri tem, ki je minorna, omenjam, je ta, da sem bil nekako cela knjiga preslala eno vrsto granatov, topovsko. Jaz sem bil pa kapsel, ne, nekako, in ko sem ta granata razpočila, kar pomeni, da bo knjiga prišla med Slovence in se razširila, bo to za naše režimske zgodovinarje nekaj podobnega, bom zelo vulgaren, kot da je drek preletel v ventilator. Hvala. Moram reči, da je tudi cena ni visoka za tako knjigo. Najlepša hvala, gospod Starič. Če dovolite, no, samo še na to bi vas rada opozorila, da na YouTubeu obstaja dokumentarec, ki ga je posnel gospod Beti in vam ga res priporočam, če boste vtipkali noter, ne vem, Churchill, Tito, vam ga bo vrgel ven, je v 5 delih na YouTubeu in se ga splača pogledati, ker je cel kup pričevalcev z angleške strani, raznih obveščevalcev in tako naprej, ki govorijo o tej zadevi. Mislim, da bi morali to naši otroci v šoli nujno pogledati. Najlepša hvala. Bi morda še kdo kaj dodal ali kakšno novinarsko vprašanje? Izvolite. Kadar omenimo doktorja Stariča, bi bilo dobro, da omenimo njegovo knjigo Moje življenje v totalitarizmu. Namreč interesantno je to, da se skrivajo po knjigah, tako da je težko prijeti. Kljub temu, da je bila močno razprodana, pa da je v dobri prodaji in da je on izdal še knjigo v angleščini v Združenih državah. In bi bilo prav tisti, ki imate povezave z našimi rojaki, posebej preko Slovenskega svetovnega kongresa, tam imajo še precej teh naslovov dal, da se tam sporoči, da je ta knjiga izšla tudi v angleščini. Najlepša hvala. Zanima dr. Granda, kot ste vi kot zgodovinar dal nekako kompliment pisatelju, da ima zgodovinski čut tudi lastnost. Kaj vas je v tej vsebini najbolj presenetilo v primerjavi mogoče s kakimi stereotipi ali pa tisto, kar ste vedeli prej o teh dogodkih? Torej moram reči, da mene je pravzaprav presenetilo to, da se jasno govori tisto, kar smo prej sumili. Torej moram reči, da jaz sem, ne me zdela, mislim, moja mama bi rekla, vsakega narejenega dela vsaka baba majster. Ne gre za to, ampak gledajte, se spomnim, ko sem bil z Bibrom skupaj v službi in ko je Dušan to velikrat pripovedoval, jaz sem imel vedno občutek, da tle zadnje nekaj smrdi, da gre tle za neke čudne ljudi, da gre za neke vohune. In tudi, ko sem se pogovarjal z nekaterimi ljudmi, ki so na Koroškem sodelovali pri izročanju naših ljudi partizanov, sem imel tudi občutek, da gre za neke čudne stvari. Poglejte, bom povedal samo en primer, ki sem ga pozabil. Pokojna Alenka Nedok, ne vem, če ste jo poznala, ona je bila po vojni šef Skoje v Ljubljani. Midva sva bila skupaj v službi in ne vem, zakaj Mira me je rada. In ona mi je prva začela pripovedovati, ona je bila le partizanka NA in tako naprej, če je bila šefina Skoje v Ljubljani. Ona mi je pripovedovala o teh povojnih pobojih na Suhi krajini, ker ona, kot veste, je bila suhokrajnica, ampak mi je pripovedovala to zgodbo.
je rekla, da ona je bila komisarka bolnice v Celovcu. In not je bil med ranjenimi, je bil en partizan, je bil en domobranc, ki ga je ona hotela z bolnice ven spraviti, pa ga dati partizanem, da bi ga likvidirali. In ta Anglež, ki je bil šef bolnice, tega ni pustil. Potem so ga pa pozdravili, na kar je rekel tako, jaz sem z njim upravil, zdaj pa je ta Anglež, ta domobranc vaš, ga lahko odpeljete in je vaš problem. Mene se to več ne tiče. Prav, presenečena sem pa bila, ko je ta angleški zdravnik v 60 letih, to se pravi par let preden sem jaz prišel na inštitutu službo, prišel sem kot član delegacije Angleške komunistične partije v Slovenijo. Takrat sem se jaz pravzaprav prvič za glavo prijel, ko mi je to Alenka povedala, kako je bilo to z angleškimi komunisti prepleteno na Koroškem in da tle seveda nikoli nisem razumel, zakaj se iz Italije jih niso vračali, z Koroška so se pa vračali, pa gre za isto vojsko. In tisti seveda srečniki, ki so vedeli, da se morajo reševati, to sem pa zanj bral neki očetnikih, ko prav za božjo voljo, gledajte, da ne boste šli v Avstrijo, v Italijo pejte, tam je za vas upanje, da boste živi ostali. To se pravi, tle mi je pravzaprav prva, ki mi je oči odprla, vse sem doma to slišal, to je bilo vse izdan pa prodan, ampak tle pa se te stvari imenuje z imeni in priimki in se tudi pove, kdaj in kako so bili. In če se spomnite, verjetno, ko se Filbija odkril kot angliškega vohuna, ki je potem pobegnil, in takrat so skozi pisali, obstaja pa še nekdo, ki je še više nad njim, ki ga pa ne moramo odkriti. In kolikor vem, še do danes ni odkrit tisti, ki je bil pa šef vseh teh vohunov, ali je bil v kraljevski hiši, kaj je bil. Ve se, da je bil nekdo še nad njim. Kako je bilo to vse strahotno prepleteno in dobro, jaz še razumem neke ideologe, pa so bile žensko mest, pa so bili homoseksualci, vse, kar je bilo možno na tem svet, so uporabljali, da so pridobivali vohune. Nič je ni bilo svetega pravzaprav. In vse pravim, tle bi bilo zdaj pa treba še to, kar je ta naš kolega delal, da bi pokazali, kako je bilo pa to, kar je v tej knjigi v Sloveniji odmevalo. Ker je odmevalo in so ljudje, ki se tle pojavljali, so bili tudi v Sloveniji in so še pol zveze tudi po drugi svetovni vojni. Se pravi, še v 80 letih je ta Angležina živela v Trnovem nasprot bencinske črpalke in je imela eno krasno angleško in tudi jugoslovansko penzijo. Torej nisem slučajno na Korčuli v Klendubu dve krasni renesančni vili, ampak so tle zgodbe veliko bolj prepletene. To lahko pojasnim s tem, da tu ni čutiti vpliva OZNE oziroma UDBE na napisje, ki se sicer pojavlja v veliko tej literaturi po vojni. Kje mislite, da ni? A v tej knjigi? Ja, ker... Ne, v tej knjigi ni čutiti, ne? Ravno zato je ta odprta. Ja, ne, in se to je fino, ker človek vedno pogreša imena, ne? Torej, zgodovino smo ljudje, zgodovina je človek z imenom pa priimkom, zdaj govoriti sam tako generalno, to ni glih največji užitek. Tle pa le imamo imena in pa priimka in to mi je najbolj všeč, ne? In upam, da bo tega išlo če dalje več, ne? In tle so Srbi deleč pred nami v tovrstni literaturi. Mi tle zelo zaostajamo, ne? Ampak upajmo, da bo zdaj to le spodbudilo in da bodo ljudje začeli bolj brati. Čeprav vam moram pa reči to, kar sem sam opazil, da je Perjevčeva knjiga o Titu je naredila več, zdaj pa govoril z partizanskega stališča, več slabega kot dobrega, ker pozna veliko ljudi so rekli, zdaj je pa konc, zdaj pa to, da je bil pa tak buržuj, to pa ne gre več skupaj. Ne bomo več brali, zanč mi na Srbkinja rekla prav, take svinarije pa ne bom več brala, prav vam podarim knjigo. Prav, ker je toliko napak v tej knjigi in tako naprej. No, to pa seveda, veste, to pa je dobro zgodovinsko deljenje, tle bo pa težko kdo polemiziral. Ker so dejstva noter, kaj češ narediti proti dejstvom, ne? In imena, priimki, to so takratni dokumenti, ne zdaj za nazaj biti pameten, ne? Ampak takrat piše, kako so že takrat videli pa sumirali, ampak se pravim, tle, torej jaz nisem tako, bi rekel, navdušen nad naslovom, mislim, da je pač, da se Churchillu igra ni išla, ne? To mislim, da je bil ta glavni problem. No, samo dve misli na hitro.
Ena se tiče tega, kar je Stane že prej rekel, da bo takih knjig, kot je ta pred nami, čedalje več, namreč gre za to, da se tudi britanski arhivi po 70. oziroma 75 letih od konca vojne odpirajo. To se pravi, da bo res treba pošiljati mlade zgodovinarje v London, pa še kam drugam, da bodo odkrivali nove dokumente. To je dejstvo. Drugo pa seveda, mogoče, tako bi rekla, eno priporočilo, mogoče tudi za vas, kot založbo, da obstajajo krasne knjige, ampak večinoma v angleščini, v tujih jezikih, ki jih tudi navaja Peter Beatty tukaj med literaturo. Jaz sem bila impresionirana, koliko je literature. No in ena taka knjiga, recimo, je britanskega zgodovinarja, ki se imenuje Robert Service, specialist za Sovjetsko zvezo, in on je napisal svetovno zgodovino komunizma. Torej pregled, bom rekla, od teh britanskih komunistov in tako naprej. In mislim, da bi bila tudi to ena knjiga, ki bi bila v slovenskem prostoru nujno potrebna, da se jo prevede. Najlepša hvala. Ja, vsem se v imenu založbena obzorja Inštituta Karantanija zahvaljujem za udeležbo in vam želim veselo in zanimivo branje. Najlepša hvala.